Odločitve iz današnje seje vlade bo prvi predstavil podpredsednik vlade Matej Arčon. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Tudi današnja seja vlade je bila zelo obsežna, vsebinsko zelo bogata in hkrati tudi pomembna za našo vlado in za državljanke in državljane. Kot prvo smo imeli danes paket sodniških zakonov. Vlada je namreč na današnji seji potrdila sveženj kar 4 zakonov sodniških, ki predstavljajo največjo reformo sodstva v zadnjih 3 desetletjih. Uresničili smo naše zaveze, povezane s plačami sodnikov in tožilcev v preteklosti in zdaj prehajamo v tisto fazo, kjer urejamo pogoje in razmere za njihovo delo. Cilj je, da bodo sodišča bolje enakomerno obremenjena in bodo sodniki lahko bolj učinkoviti. In seveda si želimo, da bi to prispevalo k zmanjšanju tudi sodniških zaostankov, več pa bo v nadaljevanju povedala resorna ministrica, kolegica Andreja Katič, ki je tudi med najbolj zaslužnimi, da smo prišli tik pred tem, da smo zakonodajo pošljemo v Državni zbor. Kot drugo smo obravnavali zakon o dolgotrajni oskrbi. Vlada je namreč danes sprejela predlog dopolnitev zakona o dolgotrajni oskrbi. Ključne spremembe so vzpostavitev pravice oskrbovalca družinskega člana tudi za upokojence. To pomeni, da bosta lahko upokojenec ali pa upokojenka skrbela za svojega bližnjega in za to dobila tudi ustrezno nadomestilo. To nadomestilo znaša 1,2 minimalne plače in seveda tudi 40% pokojnine, kdor se bo za to odločil. Ob tem so seveda tudi še druge številne spremembe, ki upoštevajo glas in želje ljudi, še posebej tistih, ki skrbijo za svoje bližnje. Več pa bo seveda tudi jutri ob novinarski konferenci, kar se tiče stanovanjske politike, povedal minister Maljevac. Bi pa ob tem še rad opozoril, da že deluje številka 114, na kateri dobijo državljanke in državljani tudi ustrezne informacije, glede na to, da se začetek dolgotrajne oskrbe vse bolj bliža in v 2 dneh so imeli že več 100 klicev na to temo. Pomeni, da tudi ta telefon deluje učinkovito in seznanja vse zainteresirane. Že omenjen stanovanjski zakon, danes je bil tudi sveženj stanovanjskih zakonov, potrdili smo kar paket zakonodajnih sprememb. Glavni cilj je povečanje števila javnih najemnih stanovanj. Med drugim ustvarjamo zakonsko podlago za financiranje gradnje stanovanj na občinski in državni ravni, kar je zelo pomembno, kajti zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih stanovanj bo zagotovil 100 milijonov evrov letno za stanovanjsko gradnjo za obdobje od 2025 do 2035 in to omogoča dolgoročno načrtovanje investicij tudi v občinskih skladih, kjer bo država končno zagotavljala nek predvidljiv vir in ugoden vir financiranja. Več boste tudi o tem slišali jutri na novinarski konferenci od ministra Maljevca. Bi pa tej priložnosti rad povedal še to, da bomo v teku parlamentarne procedure, se pravi, ko bo zakon že v parlamentarni proceduri, zakon dopolnili z določbami, ki bodo povečale varnost najemodajalcev. To se mi zdi tudi ena od pomembnejših sprememb, ki se bodo zgodile. S tem bomo morda dali zaupanje tistim lastnikom stanovanj, ki imajo prazna stanovanja in nočejo teh stanovanj oddajati v najem, kjer vse pogosteje pride do tega, da se ljudi težko izseli, ki ne plačuje najemnine in tako naprej. Spravi bomo pod delček pozornosti v parlamentarni proceduri dali tudi najemodajalcem. Naslednja tema, ki bi rad danes omenil, je tudi ta, da smo sprejeli zakon o splošnem upravnem postopku. Tudi glede na tematiko, ki je imel včeraj predsednik vlade na forumu z obrtniki, gre za zakon, kjer poenostavlja postopke
se pravi na nek način debirokratizacija, kjer bomo stvari digitalizirali, naprimer razširitev elektronskega vročanja, ustne obravnave bodo lahko tudi preko videokonferenc, avtomatska izdaja potrdil, vse te detajle, ki bojo omogočale lažje pridobivanje dovoljenj in vlaganje določenih dokumentov, pa bo prihodnji teden Ministrstvo javno upravo imelo tudi posebno novinarsko konferenco. Novinarska vprašanja, ja. Kdo želi besedo? STA? Mara Draškovič, STA. Bom začela kar pri stanovanjih, ki ste jih omenili. Ti konkretni ukrepi, kar se tiče varnosti najemodajalcev, ali lahko tukaj poveste več, kakšni bodo ti ukrepi, v katero smer bodo šli? Konkretnih ukrepov v tem trenutku vam ne morem povedati. Bistveno je, da smo v sklopu te tematike se danes na vladi dotaknili, da moramo dati nekoliko več poudarka za najemodajalce in dogovorili smo se, da bomo poiskali v samem zakonu ustrezne rešitve, ki bojo znotraj skozi parlamentarno proceduro tudi predstavljene. Ampak to v smislu kaj spodbujanja najema, oddanja v najem? Če ti zaščitiš najemodajalca, hkrati spodbujaš tiste, ki imajo stanovanja, da bojo dajali z večjim zaupanjem stanovanja v najem. Danes ste sicer tukaj našteli kar nekaj zakonov, se je pa na preizkušnji, kot kaže, znašla tudi pokojninska reforma. Več kot 20 organizacij zahteva črtanje določenih členov, sicer napoveduje zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Kako to komentirate? Je sprejem pokojninske reforme na tej točki pod vprašanjem? Težko razumem te pripombe, glede na to, da je ta pokojninska reforma bila sprejeta z zelo širokim konsenzom ključnih krovnih organizacij, delodajalcev, delojemalcev, socialnih partnerjev. Mislim, da tako širokega konsenza na SSE-ju že dolgo ni bilo in je ta pokojninska reforma bila res sprejeta ali dana v proceduro zelo, bom rekel, z veliko mero razumevanja socialnih partnerjev in širokega, bom rekel, soglasja. Jaz samo si upam in želim, da ni za tem kakšna politične igrice. Ker zakon sicer lahko spreminjaš na tisoč in en način, bistvo pa v ekonomsko-socialnem svetu je, da dosežeš zelo širok konsens in tu je bil resnično dosežen. Bo še vlada karkoli glede tega storila? Zdaj zunaj smo slišali ministra Mesca, da se bo znova sestal z vsemi temi sindikati, predstavniki organizacij in jim predstavil pokojninsko reformo? Absolutno je dialog potrebno voditi še naprej, tudi v fazi parlamentarne procedure, in če bo minister ocenil, da je določena pripomba smiselna, bo seveda skozi koalicijsko usklajevanje in skozi parlamentarno proceduro tudi upeljal. Ja, še tam? Ja. Vitomir? Se ni vezano na to. Ja, kar izvolite, pa predstavite se, prosim, za tiste, ki nas Vitomir spremljajo. Petrovič, novinar Planet TV na tej strani. Spomnimo se poziva premijeja k varčevanju po ministrstvih konec leta 2023 zaradi zbiranja denarja za popoplavno obnovo. Kako v luči tega razlagate oziroma upravičujete, da so lani ministrstva samo za reprezentanco, torej pogostitve in kave, zapravila po uradnih podatkih vlade 1.800.000 evrov. Imamo celo posamezna ministrstva, ki so za reprezentance zapravila več kot skupek vseh ministrstv prejšnjih vlad, torej in Janeza Janše in Marjana Šarca za ta namen v celoti. Jaz mislim, da je tu stvar interpretacije, kaj se vključuje v določeno reprezentanco in samo vsebina, bomo rekel, kaj je bilo v tem sklopu vključeno. Tako da vam v tem trenutku res težko govorim, ali gre za neke špekulacije ali manipulacije, ali dejansko so ti stroški realni glede na pretekla leta. Tako da verjamem, da bo MJU, ker mislim, da je bilo tudi poslansko vprašanje, natančno tudi to opredelil. Ne pa poznam prav detajlo, da vam bi znal tu ustrezno odgovoriti. Tako da bojo vsa pojasnila verjetno tudi oni dali. Če lahko sem dopolnim,
piše, vi ste rekli za jedačo in pijačo, v odgovoru pa piše, da ni samo jedača in pijača zajeta. Pri določenih ministrstvih je specificirano, pri določenih je pa zapisano, mislim, tudi kaj drugega, ampak pri določenih pa je dejansko zapisano samo pogostitve. Ja, pa ste odšteli to zdaj od 1 800 000? Čakam recimo od Ministrstva za MORS, še vedno nisem dobil pojasnila, ker tam so vaje, pa mednarodne vaje in tako naprej, ampak mi še vedno v par dneh niso uspeli specificirati, ampak jaz citiram pač odgovor Vlade Republike Slovenije, ki ga je podala za vsako posamezno ministrstvo. Ni to številka, ki smo si jo mi zmislili ali prišli mi do nje. Se vam pravim, da se strinjamo z vami, ampak da ne piše samo za jedačo in pijačo tega zneska, to sem želela dopolniti v tem odgovoru. Še čakamo pojasnila. Še kakšno vprašanje za ministra Arčona? Če ne, najlepša hvala, minister. Hvala, da ste bili z srečno. nami. Zdaj se nam bo pridružila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Izvolite. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in imenu Ministrstva za pravosodje, kjer smo pripravili celovito prenovo sodniške zakonodaje, ki vključuje nov zakon o sodiščih, nov zakon o sodnikih, novelo zakona o sodnem svetu in novelo zakona o državnem tožilstvu. Ob tem pa bi se rada zahvalila predvsem vsem, ki so sodelovali v tem kot več desetletnem obdobju priprave teh predlogov, ki smo jih danes na vladi potrdili, tako v okviru strokovnega usklajevanja, kot seveda tudi v okviru medresorskega usklajevanja. Pri pripravi smo v največji možni meri upoštevali strokovna stališča sodstva, primerjalne ureditve v članicah Evropske unije, priporočila ključnih mednarodnih ustanov. Ministrstvo za pravosodje je izvedlo analizo poslovanja sodišč v desetletnem obdobju 2014-2023 in podatki kažejo, da se pravica do učinkovitega pravnega varstva sooča z izzivi povezanimi s podaljšanjem sodnih postopkov in vztrajanju števila nerešenih zadev in sodnih zaostankov. Glavni cilj prenove sodniške zakonodaje je bolj učinkovito, transparentno in odgovorno delovanje sodnega sistema. Veljavna ureditev sicer vsebuje določene ukrepe za izenačevanje obremenitev, ki pa niso prinesli želenih učinkov. Zakon o sodiščih tako po določeni pogoji omogoča razporejanje okrajnih sodnikov na okrožna sodišča za omejeno časovno obdobje 3 let, vendar to ni dovolj za reševanje pripada, kot tudi ne za reševanje posameznih zahtevnejših zadev v obdobju 3 let. Za okrajna sodišča je značilna velika razdrobljenost. Slovenija je med evropskimi državami z največ lokacijami sodišč na 100 000 prebivalcev, 11 okrožnih ter 44 okrajnih. Od tega so v letu 2023 na 14 funkcijo opravljali le 3 sodniki ali manj. Zaradi optimizacije poslovanja sodišč se vzpostavlja okrožje kot osnovna organizacijska raven sodišč na prvi stopnji. Uvajamo tudi dodatne ukrepe v smeri izenačevanja obremenitev znotraj posameznega okrožja. Eni vrsti prvostopenjskih sodišč sledi enoten naziv za prvostopenjske sodnike in tožilce in s tem odpravljamo dvotirnost, omogočamo bolj uravnoteženo obremenitev, stranka pa omogočamo, da v razumnem in približno enakem času pridejo do svoje pravice. Na okrožjih bomo torej povezali okrajna in okrožna sodišča, pri tem pa želim poudariti, da ne bomo ukinili lokacije. To pomeni racionalizacijo, a brez izgube dostopa do pravice za prebivalce. Nova zakonodaja daje večji poudarek na odgovornosti predsednika sodišča. Njegova ključna naloga je zagotoviti enakomerno obremenitev sodnikov, pravočasno reševanje zadev, s čimer se zagotavlja učinkovito varstvo pravic strank. Želim izpostaviti, da izvajanje teh ukrepov ob upoštevanju časovnih standardov, ki so nadomestili tako imenovano sodniško normo, ne pomeni posega v vsebinsko neodvisno sojenje posameznega sodnika. Uvaja se obvezen periodičen notranji nadzor nad upravljanjem zadev sodne uprave na vsaka 3 leta z namenom sprotnega odkrivanja in odprave morebitnih nepravilnosti ter zlasti vzpostavitev dobrih praks. Mandat predsednika sodišča se krajša iz 6 na 5 let z možnostjo samo enkratne ponovitve na istem sodišču.
V 2 letih po začetku uporabe zakona je potrebno vzpostaviti tudi nov informacijski sistem za dodeljevanje zadev sodnikom za uveljavljanje pravice do zakonitega oziroma naravnega sodnika. Predsednik sodišča z letnim razporedom razporedi sodnike. Zakon določa pogoje, kdaj se letni razpored lahko spreminja in katere okoliščine na strani sodnika mora predsednik pri tem upoštevati. Na ta način se ustavna pravica do zakonitega sodnika dosledno izvaja po vnaprej določenih pravilih. Zakon ureja tudi dostop javnosti do sodnih odločb. Vrhovno sodišče bo poleg objave svojih odločb in odločb višjih sodišč objavljalo tudi prvostopenjske odločbe, s katerimi je bilo odločeno o glavni stvari in so pomembne za krepitev pravne varnosti ter zagotavljanje enotne sodne prakse. Vzpostavljamo tudi možnosti psihološke pomoči za sodnike in sodno osebje, kot tudi za tožilce in tožilsko, kar je pomembno za dolgoročno stabilnost in kakovost obeh poklicev. Imenovanje predsednika Vrhovnega sodišča ostaja enako kot doslej. Imenuje ga Državni zbor. Sodnike, ki pa so že izvoljeni v sodniško funkcijo, bo na mesto vrhovnega sodnika imenoval Sodni svet in ne več Državni zbor. Prenovljene so disciplinske kršitve. Pri oblikovanju novih rešitev glede sistema ocenjevanja smo sledili temeljnim priporočilom, ki jih smernice v evropskem pravnem prostoru podajajo za ocenjevanje sodnikov. Periodično ocenjevanje dela sodnikov je nujno za zagotavljanje kakovosti in ustrezne odgovornosti sodstva. Zakon določa tudi evalvacijo mreže okrožnih sodišč po 2 letih. Predviden začetek uporabe predlagane zakonodaje je s 1. januarjem 2027, kar daje sodstvo dovolj časa za priprave tako kadrovske, tehnične, organizacijske in seveda tudi pripravo in sprejem podzakonskih aktov. To prehodno obdobje predstavlja tudi pomemben čas, ko vlagamo v digitalizacijo sodnih postopkov, ki omogočajo hitrejše postopke in boljšo komunikacijo s strankami ter posledično tudi učinkovitejše delovanje sodišč. Trenutno že poteka pomemben projekt vzpostavitve posebnega centra, govorimo o centralnem digitalnem distribucijskem centru, ki bo na enem mestu v Celju sprejemal in skeniral vso papirnato pošto za vsa sodišča in s tem pomembno razbremenil posamezna vložišča. Zaradi predloga novega zakona o sodiščih in zakona o sodnikih je bilo potrebno spremeniti tudi zakon o sodnem svetu. Novela med drugim prinaša krepitev transparentnosti delovanja sodnega sveta, na primer sklep o izbiri kandidatov za sodniška mesta bo po novem potrebno ustrezno obrazložiti, ustavno skladno ureditev disciplinskih postopkov zoper sodnike in delovanje disciplinskih organov in spreminjajo se pravila glede članstva v sodnem svetu na enkratni mandat. Predlagane rešitve novele zakona o državnem tožilstvu so potrebne zaradi uskladitve z novo ureditvijo za sodnike. Vzpostavljamo enovitenega okrožnega državnega tožilca na 1. stopnji ter usklajujemo tudi pravni položaj in pravice državnih tožilcev s sodniško zakonodajo. Toliko za enkrat na kratko strnjeno o 4 zakonih z moje strani in sem na voljo za odgovore. Kdo želi zastaviti vprašanje ministrici? Izvolite. Omenili ste, na začetku ste omenili, da gre za velik problem tudi zaradi vse manjšega števila obdelanih primerov. Vsaj tako vas je bilo razumeti, ampak v teh ukrepih, ki smo jih kasneje slišali, nekako nismo videli nekih rešitev, ki bi se prav tega dejanskega postopka dotaknili. Je razlog za to krizo tudi pomanjkanje sodnikov in morda tudi, kot eden izmed razlogov, večkrat sem slišal od sodnikov in iz vrst tožilstva, da niso zadovoljni z tem, kako se je finančno razrešila zadeva po tistih obljubljenih 600 evrih dodatka. Hvala. Ja, jaz sem zadovoljna, da se je položaj sodnikov in tožilcev, tudi državnih odvetnikov, ne nazadnje, kar se tiče plač, uredil. Seveda je nekaj časa trajalo, vendar do mene ni prišlo tako veliko nezadovoljstvo. Mislim, da je tukaj pomemben korak, ki ga je ta vlada naredila po vseh desetletjih, kakorkoli že. Kar se tiče pa sprememb, ki jih imamo danes pred sabo in ki jih je vlada potrdila, pa naslavljamo prav to. Zaradi neenakomerne obremenjenosti posameznih sodnikov na različnih koncih Slovenije
predlagamo okrožje kot tisto osnovno enoto, ne okrajne in okrožne, ampak bomo imeli samo okrožne sodnike in tako bo dana možnost predsedniku sodišča, da bo bolj enakomerno obremenil sodnike in na takšen način pričakujemo tudi, da se bo to poznalo v tem, da bodo ljudje v pričakovanem, razumnem roku lahko prišli do svoje pravice. Izvolite. Nec Krevs, TV Slovenija. Mogoče, kako pa odgovarjate na neke očitke, da bi šlo v tem primeru tudi za neke vrste centralizacijo, v smislu, recimo, smo imeli primer v Krškem, da bi lahko umestitev okrožnega sodišča v Krškem pod celjsko višje sodišče pomenilo, da zdaj stvari, ki niso niti bile ne upravno, ne pravosodno vezane na Celje, se preselijo v Celje. Lokacij nismo spreminjali, ostane 11 območjih sedanjih okrožnih sodišč popolnoma enako kot v bodoče, kot je do sedaj. Tako da to so bili pogovori, bile so pobude, vendar na koncu ob idejah tudi, da bi ukinjali eno višje sodišče, kakorkoli smo se odločili, da v to sedaj tukaj ne posegamo. Zakon pa daje potem pooblastilo naprej predsedniku Vrhovnega sodišča, da naredi evalvacijo in verjamem, da bodo takrat tudi na mizi takšni in drugačni razlogi, kaj lahko še izboljšamo, kar se tiče same organizacije glede teritorija. Hvala. Še kakšno vprašanje? S tem zaključujemo novinarsko konferenco. Hvala, da ste bili z nami. Nasvidenje. Hvala, srečno.